Letošnji likovni prispevek v projektu Slomškovanje je bil medpredmetna povezava z zgodovino, likovno umetnostjo in umetnostno zgodovino. S profesorico Damjano sva razmišljali, kako se približati temi domoljubja, slovenstva, ki je bilo povezano z projektnim delom. Nekako sva obelodanili 150 let Plečnikovega rojstva. Našli sva njegov prispevek k ilustracijam slovenskih leposlovnih knjig, pesniških zbirk in tako sva dobili idejo, da bi dijaki poustvarjali na temo njegovih arabesk v knjižni izdaji Makalonci. Dijaki so sprva bili presenečeni, potem pa navdušeni, saj so se srečali prvič z tehniko freske, z tehniko, ki so jo po svoje potem poustvarili, ker je bil čas omejen, material omejen, sva jim pripravili tudi neke šablone, tako da so se lažje znašli. Nastali so res odlični izdelki, ki jih lahko tudi sami vidite in presodite, kako jim je delo uspelo. Na delavnico sem se prijavil, ker je imela naslov Domovina moja mati. In sicer pričakovali smo, da ko smo se pisali na delavnico, da bomo nekaj zgodovinskega delali. Ampak izkazalo se je, da sta nas profesorice, ki sta nas imeli, sta nas presenetili s tem, da smo delali freske. In moja freska je bila tista, ki je nastala prva. Najprej smo testirali, kak moker omet mora biti. In ko smo testirali, se je izkazalo, da moja freska očitno malo premokra bila. In zaradi tega sem imel malo težave pri nanašanju barv. Ampak na koncu še kar vredi izkazalo. Tada bi rekel, da se je moj trud kar izkazal. Bilo je težko, ker smo risali na moker omet, pa mislila sem, da ne bo toliko svobodne domišljije, ker smo risali po Plečnikovih motivih, ampak se je kljub temu dalo. Tako da sem na koncu vseeno zadovoljna s svojim izdelkom. Pri delu me je največ težav povzročilo to, da sem zmešala premalo mase, kar je pomenilo, da je bilo pretanko nanešeno in se mi je vmes posušilo, preden sem prišla do polovice motiva. Zato se je moja freska spremenila na koncu bolj v al seco, kar je slikanje na suhomet. Ne glede na vse pa sem nad končnim izdelkom mi je zelo všeč. Nažalost se pa je malo razpokalo, kar pa je verjetno krivo to, da je ometa bilo premalo nanešenega. V bistvu nisem pričakovala, da bo bilo tako zanimivo. Nisem še sploh risala na bar na mokro ometo. Meni je bilo zelo fajn, sicer smo mogli biti pazljivi, ker se je barva lahko razpeljala, ampak je bilo zelo zanimivo delati z drugimi materiali. Ponavadi sem le z oljnimi barvami ter akrilnimi. To tehniko bi jaz tudi komu drugemu predlagala, še posebej, če hočete se naučiti kaj novega ali pa kaj novega poskusiti, ker sem v bistvu jaz bila zelo ponosna na moje delo. Kljub vsem tehničnim težavam, na katere so opozorili udeleženci delavnice, s profesorico Majo, mentorico te delavnice, ocenjujeva, da je medpredmetna pustolovščina vendarle uspela. Finžgarjeva Makalonca nas je povezala med sabo, prav tako z vrhunskim arhitektom Plečnikom in zavetnikom Slomškom. Z veseljem že zbirava ideje za naslednji medpredmetni projekt, ki bo združil moči likovnikov, umetnostnih zgodovinarjev in tudi zgodovinarjev, pa morda tudi še koga drugega.